ujma je v Sloveniji resnično povzročila veliko škodo, zato je Nova Slovenija podala vladi kar nekaj predlogov. Med drugim tudi to, da se ustanovijo javna dela za pomoč pri saniranju škode tako na poplavnih kot tudi na gozdarskem področju. Ukinitev stopnje DDV-ja iz 22 na 9,5 za ves les, ki je namenjen za kurjavo tega lesa, je v Sloveniji zelo veliko, zato tukaj res pričakujemo razumevanje vlade in pa finančnega ministra. Ustanovitev posebne enote Slovenske vojske za pomoč reševanje ob naravnih nesrečah in pa seveda tudi znižanje davka na nepremičnine in pa tudi znižanje katastrskega dohodka za prihodnjih 10 let. Nova Slovenija je ves čas nastajanja ali pa sklepanja zakona o nepremičninah oziroma nepremičninskega davka temu močno nasprotovala, opozarjala vlado, da sloni na nepravilnih izračunih, predpostavkah, da je tudi ustavno sporen in zaradi tega smo tudi vložili novelo zakona davka na nepremičnine 23. januarja 2014, da so gasilski domovi oproščeni davka na nepremičnine, kar pomeni, da le ni temu tako, kot je trdila vlada. Gasilski domovi so dobili informativne izračune in s tem pozivamo vlado, da vendarle sprejme spremembe na tem področju. Zakon o fiskalnem pravilu smo sprejeli že v preteklem letu, zato je sprejetje izvedbenega zakona nujno, predvsem zato, ker fiskalno pravilo in tudi izvedbeni zakon govorijo o tem, da mora biti državni proračun uravnotežen. Dokler pa mi tega izvedbenega zakona ne sprejmemo, pomeni, da se lahko država tako kot do sedaj zadolžuje, kar pomeni zadolževanje na prihodnje rodove in na naše otroke, kar pa je za Novo Slovenijo to nesprejemljivo in podpiramo sprejetje tega izvedbenega zakona. O smiselnosti povezovanja smo govorili tudi v Evropskem parlamentu, kjer je imela Evropska ljudska stranka konferenco, kjer je tudi sedaj že pokojni gospod Martis in pa tudi gospod Dol pozvala vse nacionalne evropske parlamente, kjer smo tisti, ki smo članice Evropske ljudske stranke, da moramo poskrbeti in se vključevati in povezovati, da bomo na naslednjih evropskih volitvah dobili kar največje število glasov, ki bodo glasovi v Evropski ljudski stranki in tudi glasovi v Evropi. Zavedati se moramo, da je Evropska ljudska stranka v Evropi zelo pomembna napram vsem levičarskim strankam, zato je potrebno skupno sodelovanje, skupno povezovanje, ker v nasprotnem primeru lahko rečem, da lahko nas skrbi v prihodnosti krščanska demokracija, zaščita družine in pa zaščita človeka od rojstva do smrti. Hvala lepa tudi vam, želim vam prijeten vikend, vse dobro v prihodnosti in pa še enkrat vsi se moramo zavedati, da skupaj smo močnejši in se s tem obetam, da bomo na evropskih volitvah zmagali in da bo Evropska ljudska stranka močnejša, s tem pa bomo tudi močnejši mi vsi skupaj. Srečno!